Dobrodošli nazaj v oddaji Ta teden z Juretom Godlerjem. Nadaljujemo z odlično novico za vse, ki trenutno iščete novo stanovanje. Prodaja se namreč hiša razvpitega lastnika Koloseja Sergeja Racmana. In to za 851 tisočakov. Takšna je izklicna cena luksuzne vile, čeprav jo nepremičninski strokovnjaki ocenjujejo na več kot 3 milijone evrov. Ja, vila na ljubljanskem Rudniku je še posebej atraktivna za mlade družine, ki rabijo malo več placa. Na 4500 kvadratnih metrih ne bo več problem, da so otroci preglasni, ampak prej to, da kakšnega občasno zgubite. Še najboljša stvar pri celi zadevi pa je, da si lahko hišo pred nakupom brez problema ogledate v živo. Potencialni kupci si bodo nepremičnino lahko tudi ogledali. Seveda ne kar tako. Pogoj je plačilo varščine, ki znaša 85 tisoč evrov. Prav ste slišali, 85 tisoč evrov za ogled. Pa ste mislili, da ima Kolosej drage karte. Glede na to, da gre za hišo lastnika kinodvoran, je njen ogled najbrž dražji, če traja več kot 120 minut, in cenejši, če ga izvedete v torek, ko je hiša dan. Kot vedno je tudi ta teden na težave naletel predsednik republike Borut Pahor. Potem, ko je na Blejskem strateškem forumu izjavil, da Turčija in Ukrajina ne morata računati na polnopravno članstvo v EU, ga je skupina 28 intelektualk in intelektualcev povabila k odstopu, kar je absolutno pretiravanje. Glejte, vam je mogoče jasno, zakaj je bila izjava neprimerna. Ampak vi ste intelektualci. Pahor po drugi strani je pa, kaj ne rečem, nismo ga vzeli lih zaradi pameti, no. Mimogrede, a ni zanimivo, da intelektualci od Pahorja zahtevajo odstop pri eni bežno sporni izjavi, medtem ko gre za istega človeka, ki je bil pred leti resen kandidat za Bob leta s stavkom "Ajde, miška mala, to mi delaj!" Zdaj pa tako, če so vam všeč čarodeji in triki, kot je tale, Potem imamo za vas nekaj, kar vas bo naravnost navdušilo. Radiotelevizija Slovenija je objavila, da bodo RTV prispevek po novem morali plačevati tudi tisti, ki doma nimajo televizije, si pa lastijo računalnik ali mobilni telefon. Kar pomeni, da je RTV Slovenija vse mobitele in računalnike čez noč spremenila v televizije. Tadam! To, da RTV računa vsem samo zato, ker lahko gledajo njihove programe, je, ker če bi policija izdala kazen vsakem lastniku avtomobila, ker z njim lahko prekorači omejitev. Je pa res, da kazni navadno dobijo ljudje, ki s svojimi dejanji škodijo drugim, če pa nekdo gleda nacionalko, pa škoduje samem sebi. To je ta razlika. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.